Dobro jutro. Je hecen, ne, ker medtem, ko si jaz zobe perem, zdajle ena ekipa hodi na Triglav. Zelo zanimiva zgodba in kmalu se bomo srečali. Aja, pa še to. Tovor, ki ga bodo prenesli s Triglava, je, kar se mene tiče, dobesedno neprecenljiv. Na nek način za vse nas. Ok, naj se ta zgodba začne. Ti pomagam lahko? Ojebeti. Enaš zdaj pa na Gorenjsko, najprej na Pokljuko. Ne, sem se zlagal, ker to ni res. Najprej v Lesce, pa na Pokljuko. Pa kakšno Pokljuko? Najprej v Lesce, pa na Pokljuko. Skoraj daj si ti Gorenjska. Letališče Lesce, tukaj nisem bil že zelo dolg časa. Par zanimivih videov sem tukaj posnel. Z Maseratijem, pa z enim AMG-em. Kaj pristajajo. Veš, ta drugi del naše ekipe je pa v tem trenutku na vrhu Triglava z zelo posebnim namenom. Bom razložil zakaj. Ok, koliko je zdaj gobrojk? 3. Še 306. 306 gre na helikopter, pa še eno od teh gre tudi na helikopter. A veš, ta helikopter pa potem odleti k tisti naši drugi ekipi, ki je v tem trenutku na Triglavu. A veš, kaj pa tam počnejo? No, to je tisto. Kaj je na Triglavu, pa je za vse nas zelo pomemben. Pa je tudi nek kazalec sprememb časa, predvsem, ko pride do podnebnih razmer. Je Triglavski ledenik stari, ne? Lej, se je zelo preprost. Geografski inštitut Antona Melika nas je prosil, če bi mogoče malo pomagali pri ozaveščanju te zelo aktualne problematike globalnega segrevanja. Zato, ker ta je tukaj, je zelo resnična in zelo vpliva tudi na naš bogi ledenik. Nam niti rekel bogi, ampak je skoraj že neobstoječ. Manj kot hektar. Par desetletij nazaj pa se veš, se je še smučal po njem pa tako naprej. No in tukaj ta zgodba postaja zelo, zelo resna in se na nek način spreminja že kar v eno tako misijo. A veš, v tem trenutku tisti drugi del naše ekipe na Triglavu jemlje vzorce namenjene raziskavi. To. In te raziskave, si moraš misliti, so zelo pomembne, da sproti beležimo, kaj se čisto zares dogaja. V bistvu gre vse v tripa. No in ti vzorci bodo s helikopterjem, na katerega bomo namontirali GoProjke, preleteli na Pokljuko, tam jih jaz pričakam. In moja naloga, moja misija je, da jih v posebnih zabojih, ki so namenjeni prav temu, odpeljem v Ljubljano, na Ig. Zdaj, če se bo pa ta misija iz relativno preproste, manjše razvila v večjo, pa bistveno zahtevnejše, to pa še ne vem. Dober dan, Pokljuka. Ti, da jih ne bomo mi zgrešili, se tole bo na knap, stari. Opa. Evo, pošiljka prihaja. Daj povej mi, no, kakšen je bil tvoj dan? Moj dan je bil totalno nor. Res ne vem, če sem že kdaj toliko bil brez sape od navdušenja. Ker ves čas, ko smo hodili, smo vsi gledali okrog sebe, ena kulisa za drugo je bila bolj nora, no pa ko smo prišli gor, kar mimogrede ni bilo tako enostavno, pa ko sem videl celotno to raziskavo, pa delo, ko je bilo vloženo v njo, kapo dol. Ja? Ja. Ok, stari, zdaj pa proti Igu. No in s tem, ko jaz tele vzorce dostavim. To je pa Jul. Kricem. Jaz mislim, da sem prvi del misije varno, odgovorno opravil, ampak čisto zares se mi pa zdi, da smo šele na začetku. Živijo! Živijo! Je nekaj imam zadnje. Imate da kakšen paket? Ja.